Pozitivna psihologija je fajn reč, ampak pozitivna psihologija ne pomeni, da se gremo zdaj mi eno psihologijo, ki hočemo z njo ljudi delati ves čas srečne, pa ves čas zadovoljne, ker ne gre. Ne? Če poznate koga, ki se ves čas samo smeje, pa je ves čas samo srečen, je precej velika verjetnost, da bodo prej ali slej prišli po njega tisti moji kolegi, ki se bolj s klinično psihologijo ukvarjajo. Ne gre za to, ne? Nekaj drugega gre. Ne? V bistvu dobrih 100 let se je psihologija in tudi v kadrovskem delu ukvarjala predvsem z vsem tistim, kar pravzaprav lahko zaškripa, kar gre lahko narobe. Ukvarjali smo se s stresom, ukvarjali smo se z depresijami, z anksioznostjo in tako naprej. In super, da so se ukvarjali psihologi s tem, ker to pomeni, da smo se kar precej dobro naučili, kako pomagati ljudem handlati stres, kako ravnati z ljudmi, ko imajo depresijo, kako anksioznim pomagati. Ne? Ampak nekaj drugega je. Ne? Smisel življenja ni samo ta, da nismo pod stresom, pa da nismo anksiozni, ampak pa da nismo depresivni, verjetno je še nekaj več. Ne? In to je tisto, s čimer se pozitivna psihologija ukvarja. Ne? Kako pravzaprav krepiti tiste potenciale, tiste življenjske veščine pri ljudeh, ki nas pripeljejo do tega, da nismo samo ne pod stresom, ne depresivni, ne anksiozni, da smo pravzaprav srečni, zadovoljni in tako naprej. V zadnjih 20 letih pravzaprav se ogromno tukaj dela in seveda tudi na področju tele naše seveda kadrovskega menedžmenta. Se da tole uro pognati mogoče, da bom jaz vedel, kaj? Ja, da bom jaz malo na tekočem, da vam ne bom odžrl še poleg kave še piškota. Zdaj, zakaj? Ne? Jaz imam eno tako zelo preprosto reč, ki jo vedno povem, pravzaprav, ko se o tem pogovarjamo, zakaj se pogovarjati o teh rečeh. 3 številke so. Par let nazaj sem bil na eni konferenci in je dr. Martin Seligman, on je en tak začetnik pozitivne psihologije, en tak Ata Smrk v psihologiji, razložil. Povedal je, eno raziskavo so delali, zajeli so podatke pravzaprav z celega sveta in so prišli do 3 številk. Prva številka je 3. Ne? Zdaj bi vas lahko vprašal, kaj mislite, kaj je, pa se zdel sam sebe blazno pameten, ker jaz vem, vi pa ne veste, ampak ne bom. Ne? Ta številka 3 je v bistvu razlika v pričakovani življenjski dobi med ljudmi, ki so telesno aktivni, se pravi migajo, telovadijo, hodijo na pilates, ne? In tistimi, ki niso. Ne? Se pravi bolj tak pasiven življenjski slog, kavč pa čips pa daljinc. 3 leta približno, ne? Ampak to je statistika, to, da ne boste zdaj že začeli računati, kaj narediti z življenjskim zavarovanjem. Ne? A se vam zdi velika ta številka? Niti ne. Velika večina ljudi, ko vidi to številko, sliši to številko, malo razočarano pomisli pišuka, a se meni za ta 3 leta res plača 3-krat na teden švicati v telovadnici, pa hoditi v hribe, pa kolena. Ampak druga reč, ko jo potem rečete, je pa, sej to že vemo, ne? Kaj zdaj vseh tukaj. S tem. Druga številka je 6,8. To je pa številka, pravzaprav povprečna številka v razliki v pričakovanju življenjski dobi kadilci, nekadilci. Ne? To so povprečja iz različnih držav, tako da prosim lepo, ne zdaj le pri sebi hitro računati, migam pa ne kadim, imam že 9,8 let v dobrem, ne delujejo čistko te mehanizmi, ampak spet boste rekli, pa sej to vemo, se poslušamo ves cajt. Zdrav življenjski slog, hojladrija, pa še paziti, kaj damo v sebe, kar se tiče nikotina, pa alkohola, pa še česa drugega. Tisto, kar je mene najbolj pravzaprav pri tej raziskavi presenetilo in se mi zdi toliko pomembno, da to vedno znova ponavljam, je ta 3. številka 7,6. Zdaj vas bom pa vprašal, če kdo mogoče upa ugibati, kaj bi pa ta številka pomenila. Ja, to je pa v bistvu razlika povprečna v pričakovani življenjski dobi glede na tisto, čemu rečemo psihologi, psihološko blagostanje. Se pravi, dobro se počutiti v svoji koži, biti zadovoljen sam s sabo, biti srečen, biti optimističen in tako naprej, v primerjavi z ljudmi, ki se v svoji koži počutijo grozen mizerno. To pa je številka, v kateri je pa po mojem res že vredno govoriti. Pa spet bom opozoril, tisti, ki ste zdajle si tako izračunali v glavi, da pravzaprav danes po
izobraževanju, greste domov, se uležete na kavč, dalinc, čips, čik, zraven pa pozitivno razmišljati, pa se vse skupaj nekako skompenzira. Ni tako preprost, ne? Te številke se ne bodo kar takole med sabo kombinirale. Nekaj drugega, ne? Vas bom vprašal, koliko pravzaprav govorimo o tem zdravem življenjskem slogu, koliko govorimo o teh prvih dveh rečeh in pravzaprav koliko malo govorimo o tem, kako pomemben faktor ne samo počutja, ne, ampak dejansko zdravja je to, da smo zadovoljni, da smo srečni. Zdaj seveda, če vi kot kadrovi, ki gledate, ne, na ta vidik, ne, kaj pravzaprav pomeni, da imamo ljudi, ki so zadovoljni, ki se dobro počutijo v svoji koži, ki z veseljem prihajajo na delo z enim entuziazmom in dajo tisti svoj ekstra mile od sebe takrat, ko je treba. Ne. Zdaj, odkot pa ta občutek, ne, imam se fajn, dober mi je, prihaja, pravzaprav je več možnosti. Ne. Tole sem slikal, to je slika televizijskega ekrana. Mislim, da je 2 meseca nazaj sem prišel domov, polfinalna tekma je bila odbojkarsko evropsko prvenstvo, Poljska-Slovenija, to je edina tekma, ki je ena ekipa mogla 3-krat zmagati, da je na koncu res zmagala, če se spomnite. Tako 3-krat so Slovenci, mislim, 3-krat so naši že zmagali, pa 3-krat so potem delali challenge, ampak ok. In jaz sem slikal tole sliko zaradi preprostega razloga, ker so se na televizorju pojavili 4 moji prijatelji. Ne. Tudi pač tele ljudi poznam in so bili tam na tekmi. A so dobre volje, se imajo fajn? Je, ne? No, potem smo se pa enkrat dobili in družbi sem rekel, lejte, jaz sem vas pa slikal, pa sem pokazal tisto sliko, pa je eno drug kolega rekel, ja, jaz sem vas pa tudi slikal, ne? Pa je pokazal tudi drugo sliko na telefonu. In to, po mojem, ta boljš ilustracija, ki pokaže, koliko pravzaprav pomembno je, odkot te občutki zadovoljstva, sreče izvirajo. Sej ogromnkrat so zunanji faktorji tisti, ki nas spravijo dobro voljo, nekaj, kar se od zunaj zgodi izven, onkraj vpliva mene samega. Ampak ključna stvar je v bistvu, da gradimo, spodbujamo, krepimo tiste notranje potenciale, tiste reči, ki pravzaprav so znotraj človeka in igrajo glavno vlogo v tem, koliko bo zadovoljen, koliko bo srečen, kako se bo počutil v svoji koži.